Mislim, da ste prej v pogovoru že omenil drugi sistem, ki ga je potrebno tudi absolutno nemudoma reševati, ne samo govoriti o njem, kar je naša težava že vrsto let, seveda namigujem na zdravstveni sistem. In aktualno se dogajajo stvari, ki so skregane z zakonodajo, z ustavnimi normami, v bistvu kršene so pravice državljanov na vseh mogočih področjih, kar se tiče zdravstva, in vendar se zdi, da se nič ne premakne z nekim. Tu se pa dejansko piše bistveno preveč tresočo roko oziroma z mislimi tam nekje na druge deležnike, ki pa sploh ne bi smeli imeti vpliva na samo dogajanje v zdravstvu. Pa me zanima vaš komentar. Poglejte, pri zdravstvu gre za dve veliki vprašanji. Eno je tisto, kar je treba nemudoma zagotoviti. Interventno, če želite urgentno, je realizirati pravico dostopa, ki je ustavna pravica do zdravstvenega varstva vsakemu državljanki in državljanu. To je tisto, kar je pravzaprav najbolj ključno. In zato bi morala država brez vseh ostalih številnih razmislekov, ki so pomembni, za globlje, korenitejše sistemske spremembe, bi morala država najprej sprejeti urgentno odločitev z nekim interventnim zakonom za realizacijo te pravice. To, kar predlagam, je dvoje. Prvič, da bi morali povečati, da rečem, produktivnost v javnem sektorju, kar pomeni v javnih zdravstvenih zavodih, na ta način, da bi direktorji bolnišnic zdravnikom ponudili, da delajo po izteku redne delovne obveznosti dopolnilno, dodatno delo, nadure, tudi ob nedeljah, praznikih, kolikor pač ja, in da se na ta način bolj se izkoristijo kapacitete javnih bolnišnic. In šele, če bi zdravnik odklonil takšno delo, potem bi nastopila dolžnost direktorja, da mu ne da dovoljenje za delo kjerkoli drugje. To pomeni, in seveda, če bi zdravnik tudi izpolnil svoj delovni načrt, tako kot ga velika večina, mnogi pa tudi ne. Skratka, v primeru, ko bi bile zapolnjene zmogljivosti bolnišnice, ko bi bilo polno angažirano delo, kadrovske kapacitete v javni bolnišnici, šele potem bi moralo biti dovoljenje za delo drugje. To je prvi predlog in mislim, da ne posega v interese zdravnikov, mislim, da je to predlog, ki povečuje odgovornost direktorja za izkoriščanje kapacitet in ki prispeva tudi k višji produkciji, to pomeni k zmanjšanju čakalnih vrst. Mislim, da bi morali direktorji tudi prevzeti polno odgovornost, da načrtujejo, upravljajo, najkrajše rečeno, čakalne vrste in jih odpravijo. Drug urgentni predlog je pa naslednji. Dokler so v državi ali pa v bolnišnici čakalne vrste, ki presegajo tako imenovane standarde za nujno 24 ur, za običajno 14 dni, za redno 3 mesece, če so ti roki prekoračeni, nastopi po zakonu pravica, da pacient oziroma bolnik, ki rabi neko zdravstveno storitev, to storitev poišče kjerkoli drugje. V državi, v drugi javni zdravstveni ustanovi, pri zasebniku, pri koncesionarji, v Sloveniji ali v tujini. Ali v tujini. To pomeni, da se ga lahko napoti, če ni kapacitet doma, za tisto stopnjo nujnosti, da se ga napoti v tujino. In to ne tako, da se mu da samo napotnica, ampak da se mu da naročilnica za plačilo tiste storitve. To sta dva predloga, ki bi bilo potrebno urgentno uveljaviti. Še enkrat,
slovenske državljanke in državljani imajo ustavno pravico do zdravstvenega varstva pod pogoji, ki jih določa zakon. In zakon mora te pogoje določiti. In če bi kaj morali dati v interventni zakon, bi morali dati to dvoje in še tretjo stvar. Tisto, ki jo je tudi Glas ljudstva propagiral, to pa je povišanje glavarinskega količnika na neko evropsko raven, ki je seveda zdaj popolnoma drugačne. Trenutno so glavarinski količniki zelo nizko, so bili tudi v enih čudnih okoliščinah sprejeti, tako da večina ljudi, ki se s tem ukvarjajo, ve, da je to bila napaka, ampak preprosto tega ne razumem, zakaj tega ne storijo. In če bi zdaj te tri interventne stvari, da bi premostili, potem nastane nekaj časa in prostora za temeljite sistemske spremembe. In glede temeljitih sistemskih sprememb pa, če mi boste dovolili, lahko tudi nekaj še povem. Seveda, izvolite, prosim. Poglejte, jaz mislim, da če začnemo od spodaj navzgor, omenil sem že odgovornost direktorja, mislim, da je zastarel in popolnoma neuporaben model korporativnega upravljanja javnih zavodov. Nekaj malega sem že omenil. Tam sedijo ljudje, ki jih pošiljajo politične stranke, imajo večino, so pa to ljudje, ki praviloma ne poznajo situacije, tudi niso tam zaposleni, oni imajo svoje zaposlitve in naloge drugje. Oni pridejo vsake 3 mesece, odločajo pa o velikanskih številkah, sprejemajo finančni načrt, sprejemajo programe, sprejemajo poslovodske odločitve. To je popolnoma nesprejemljivo. In zato je treba korporativno upravljanje obrniti, dati vso pristojnost in tudi vso odgovornost direktorjev, svete zavodov pa pretvoriti v nadzorne svete, ki bdijo nad izvajanjem odgovornosti direktorjev. In nič drugega, ne pa da imajo poslovodske pristojnosti. Nadzorni sveti pa morajo biti oblikovani tripartitno, država kot ustanovitelj ali pa kdorkoli že igra ustanoviteljsko vlogo 1/3, 2/3 izvajalci, to pomeni zaposleni, in 3/3 uporabniki, torej predstavniki pacientskih organizacij. To je prvi predlog, sistemski. Drugi, regionalizacija zdravstva. Že včasih smo imeli regijske zdravstvene centre, kjer so se v bistvu usklajevale kadrovske in logistične, tehnične zmogljivosti, pa tudi urgentne in podobne službe na celi regiji. Danes je to locirano na posamezne bolnišnice, nobenega usklajevanja ni. In kaj se dogaja? Dogaja se to, da je celo vrsto napotitev iz temeljne, primarne ravni, ki morda do njih ne bi prišlo, saj ne na ta način, če bi bil ta osebni zdravnik v nekem regionalnem sistemu in točno ve, komu bo poslal tega pacienta. Skratka, napotitveni del je eno od ključnih vprašanj. Skratka, regionalizacija in to pomeni, da bi morali imeti neke vrste združenja zdravstvenih institucij v regiji, 10 takih, tako kot so danes enote za Zavoda za zdravstveno zavarovanje. In po mojem prepričanju bi morale kot neke vrste holdingi, ta združenja upravljati potem ustanoviteljske obveznosti v vseh javnih zavodih. Mimogrede, danes imamo v Sloveniji čez 100 različnih vrst zdravstvenih zavodov. In to je nemogoče voditi iz enega centra. Zato je treba decentralizirati in regionalno stvari organizirati. In tretja stvar, najbolj pomembna, tudi najbolj, kako bi rekel, za marsikoga provokativna, to pa je, ta se pa nanaša na Zavod za zdravstveno zavarovanje. Ta zavod že danes v bistvu opravlja mnogo večje število nalog kot pa zgolj zdravstveno zavarovanje, tako kot se imenuje. Ta zavod v bistvu izvaja regulatorne pristojnosti, razvojne pristojnosti, strokovne pristojnosti, tudi odloča o upravnih postopkih. To so pa pristojnosti, ki ne sodijo pod ime zdravstvena zavarovalnica, ampak sodijo pod ime javna agencija. Kar pomeni, da bi se moral del ZZZS-ja preoblikovati v javno agencijo, ki bi prevzela regulatorne, strokovne in razvojne pristojnosti,
Hkrati pa bi prevzela tudi ustanoviteljske obveznosti v regionalnih združenjih zdravstvenih zavodov. Pomeni, to, kar se danes dela v enem kabinetu Ministrstva za zdravje za 100 institucij, bi se preneslo na to javno agencijo, javna agencija bi pa upravljala regionalne zavode. Skratka, normalnejši upravljalski sistem, ki bi sledil sodobnim konceptom korporativnega upravljanja. Takšna organizacijska in upravljalska postavitev, kot je pa sedaj, je pa nemogoče, da privede do učinkovitosti na srednji dolgi rok, skratka, lahko je samo slabše. In to so seveda precej globoke reforme, ampak preden se jih lotimo, bi morali v bistvu tiste 3 urgentne ukrepe potegniti. Rekel bi pa še nekaj. Kakovost in varnost v zdravstvu. Zdravstvene napake. Tako imenovani zapleti, zdravstveni zapleti. Akreditacija bolnišnic. To so vse vprašanja, ki so danes nekako pod preprogo. Mi imamo baje na prste ene roke zdravniških napak. Država naše velikosti ali pa morda malo večja, jih ima pa po nekaj 100. Ne? In pri nas nadzor nad tem upravlja zdravniška zbornica. In to seveda ne gre. Zbornica je združenje zdravnikov. No, to, kar se predlaga, je, da bi javna agencija prevzela tudi postopke kakovosti in varnosti v zdravstvu in da bi se uvedla obvezna akreditacija javnih in tudi zasebnih zdravstvenih ustanov, kar pomeni periodično nadzorovanje njihovi kakovosti njihovega dela, podobno kot je v visokem šolstvu. Za 5 let ali 7 let in se potem ponovno pregleda. Ne. Danes tega nadzora ni in to je seveda marsikoga uspava. Mislim, jaz se strinjam z vami in absolutno tudi se mi zdi, da so vsi v bistvu predlogi zelo premišljeni, ravno tako lepo naslovijo tudi svoj cilj in absolutno uravnavajo. V bistvu malček pogrešam recimo, da ta poseg v razmejitev javnega zasebnega oziroma združevanje obojega v interesu pacienta. Kajti zdaj prihajamo do nekega paradoksa, ko ima zdravnik, ki je uslužbenec javnega sistema, povsem drugačne v bistvu obveznosti in odgovornosti kot zasebnik. Ampak govorimo zdaj o zasebnikih koncesionarjih. Medtem ko mora zdravnik v javnem sistemu mora dežurati, koncesionarju to ni potrebno. Zdravnik v javnem sistemu ne mora čez noč zapreti svoje ordinacije in reči, zdaj se pa ne grem več, vendarle obstajajo postopki, medtem ko koncesionar lahko od danes na jutri preprosto reče, ni me več in zapusti toliko in toliko pacientov in tako naprej. V bistvu tu ni nobene volje izražene, da se ta zadeva uredi. Nadalje omenili ste... Poglejte, samo na to, da vam pritrdim, koncesionarji so javno zdravstvo. Tako. In za javno zdravstvo morajo, ne glede na lastništvo, ne glede na obliko, veljati enaka pravila, tako da se strinjam. Izenačitev pogojev bi morala biti temelj v bistvu vsega. Potem odgovornost direktorjev, ne samo njihovo v bistvu opolnomočenje, da vodijo svoj zavod, ampak tudi, da so odgovorni za delovanje tega zavoda, ker konec koncev, če vse nekako poskušamo vleči usporednice z gospodarstvom, potem mora biti tudi neka uspešnost pogoj in zahtevana. Jaz mislim, da bi morali direktorji zdravstvenih zavodov biti iz vrst menedžerjev, ne iz vrst zdravnikov in bi morali imeti polno odgovornost za uresničevanje načrtov, ki jih bi tudi sami predložili ustanovitelju in bi potem skrbeli za to, da se in tudi morali bi imeti orodja, recimo tisto, kar smo prej rekli, da se ponudi zdravnikom popoldansko delo pa ob vikendih in podobno. To bi moralo biti izvzeto iz omejitev, ki jih določa plačni sistem. Ampak bi moralo biti to delo plačano tako, kot se plača na trgu. Ko rečem tako, kot se plača na trgu, mislim toliko, kot plača koncesionar.
da se ne bi zdravniku, ki dela v javnem zdravstvenem zavodu, splačalo iti, da gre kam drugam, da bi ostal doma in bi lahko večje število svojih storitev opravil v bolnici, kjer dela. Vedno je bil trend nekako, da si dobro zaposlen oziroma dobro preskrbljen v javni upravi. Ne? Zdravstvo sodi ravno tako v bistvu med javno storitev in je lapsus, ne? Da ljudje odhajajo, namesto da bi se tu počutili varne. Ne? To se pravi, je treba urediti, da se ta status znotraj sistema potem ovrednoti. Mislim, da tu ne gre toliko za varnost, gre preprosto za boljše pogoje, ki jih lahko ponudi koncesionar v razmerju do zdravstvenega zavoda, ki je javen, ki mora spoštovati neke spone nagrajevanja. Zato bi bilo za takšne primere, ko se odpravljajo čakalne vrste, treba to izdvojiti ven iz tega sistema in iti na plačila po trgu, tako kot je na trgu. Tako. Kaj pa menite v bistvu mislim, zdaj je bil sprejet nov interventni zakon in pred sprejemom se je na veliko zaprašilo za v bistvu predlogi o dolgoročnih bolniških staležih. Ne? Vse lepo in prav, potem je bila zadeva pojasnjena in tudi umaknjena iz obravnave, vendar kako si vi interpretirate pojasnilo, da se je pač ta člen preprosto uštulil notri, ne? Člen, ki bistveno posega v pravico pacientov in to pravice pacientov, ki so v resnični stiski. To ne gre za 3 dni bolniške zaradi prehlada, ne? Ampak gre za dolgotrajne bolniške, ki konec koncev izražajo res neka resna stanja. Mislite na zmanjšanje iz 90 na 80%? Tako. Ali mislite na povečanje za delodajalce iz 20 na 30%? Ne, zmanjšanje na 80%. No, to jaz mislim, da je neposrečen pristop ministrice, njen prvi pravzaprav zakon, ne, bi moral biti drugačen, bi moral zgrabiti bika za roge. Jaz verjamem, da je bila pahnjena v situaciji, ko je treba reševati zdravstveno blagajno, to mi je popolnoma jasno, ampak to k boljšemu položaju pacientov, to, kar je do zdaj sprejeto, ne bo prispevalo nič. Je pa dvignilo veliko prahu, predvsem je dvignil prah ta del, delodajalski del, ne, ki pravzaprav ne trpi nobene spremembi, ki je te vrste, da bi jih kakorkoli dodatno obremenjevalo. Jaz mislim, da tu pretiravajo in da bi morali biti nekoliko bolj solidarni. Še posebej, ker nimajo nobenih težav, da si, na primer, izplačajo 21 milijonov za nagrado članom uprave, pri tem pa zavrnejo plačilo božičnice za svoje ljudi. Tako da to njihovo žuganje vladi s tem, da bo znižana konkurenčnost, je žuganje s prazno slamo. Jaz sem prepričan, da to nima nobenega vpliva na konkurenčnost. Ali pa povečanje davka na dobiček iz 17 na 21, ne iz 19 na 21. Jaz sem si ogledal zdaj eno lestvico, koliko države, članice Evropske unije, kakšne višine davkov na dobiček imajo, in Slovenija je ne na dnu, ampak 19% davek ima manjše število članic kot pa 20, 22, 25, 28, 30 imajo. Visoko razvite države imajo davek od 25 pa tja do 30. Tako da to rožljanje zdaj z konkurenčnostjo se mi zdi zelo neprimerno, sploh od ljudi, ki se na drugih področjih izkažejo. Recimo, rezerve ima gospodarska zbornica do plačila stroškov, ki so povezani s poplavami. Jaz mislim, da bi morala tudi pri teh ljudeh biti spričana neka solidarnost za največjo tragedijo naravno, ki se je v Sloveniji zgodila. Pa mislijo samo na svoje dobičke. Povečanje davka na dobiček ne pomeni izboljšanje položaja za podjetje ali pa poslabšanje položaja za podjetje. To pomeni izboljšanje položaja za lastnike. Lastniki so pa praviloma tujci. No, praviloma. V mnogih podjetjih so lastniki tujci in oni ščitijo njihov interes, potem ko želijo zbijati davek iz 21 na 19, oziroma ko preprečujejo, da bi se povečal. V Sloveniji davek
na dobiček 17,7%, če odštejemo vse davčne olajšave. In to je nizko. Tako. In to je nizko. In to prepričevanje, jaz upam, da vlada ne bo takim pritiskom popustila. Če se vrnemo še malo k zdravstvu, 4 milijarde in pol približno je letni proračun vreden. To je ogromno denarja in seveda se na ta denar verjetno veže mnogo apetitov takšnih in drugačnih. In o zdravstvu se skozi govori in jasno je, da so tu lobiji, da so tu pač posredništva in tako naprej. Ne? In veliko se je tudi razkrivalo nekih afer, nekih nepravilnosti, pa pravzaprav nobena ne dobi epiloga. Tu smo spet v nekem tem začaranem krogu, se zaključi z veliko govorjenja in pravzaprav malo dejanji. Ne? To vam težko komentiram. Denarja bo zdaj celo 5 milijard, ker se dosedanje dopolnilno zavarovanje pretvori v prispevek in gre ta denar sedaj na zdravstveno blagajno in ne bo več na zavarovalnicah, tako da ogromen je ta denar. Bi pa potem sem tole rekel, jaz mislim, da bo velika napaka, če bo ta prispevek ostal tako, kot je sedaj določen za vse enako. Ja. Jaz mislim, da je nujno poudariti, da mora vlada uresničiti svojo zavezo, da bo v nekem doglednem času šla na proporcionalen prispevek glede na prihodke posameznika. Ker pa zadeva teh zgodb, jaz to najprej težko verjamem, pa tudi že težko poslušam, kako se preprosto in na široko govori o korupciji. Verjetno, če bi vsaj 10% od tega bilo, kot se govori, bi verjetno bili kakšni kazenski postopki, bi bile kakšne obtožnice, bi bili sodni epilogi. Zagotovo je pa kaj, ali pa mnogo tega res in žal, če je tako. Ne? Mislite, da tu ni politične volje ali preprosto, mislim, ker tukaj igra vlogo tudi politika, ne samo sodna v bistvu. Poglejte, to, da ne bi bilo politične volje za pregon korupcije, to skoraj ne verjamem. Ne vem, kdo bi to preprečeval. Razen na tisti ravni, kjer so tudi interesi. Morda na ravnih ministrstv, kjer se oblikuje politična moč potem v zvezi s temi postopki. Ampak da bi zdaj nekdo na neki ravni rekel ne korupcije pri Sloveniji, pa ne preganjati, to je neumnost. Res pa je, da, in to pa posebej poudarjam, da je slovensko zdravstvo preveč centralizirano, da je nemogoče obvladovati recimo investicije iz enega centra. Danes zdravstveni domovi in zdravstveni zavodi nasploh niso lastniki osnovnih sredstev, zato vse investicije, tudi za neke obnove, za neke rekonstrukcije objektov, streha pušča, gre vse preko Ministrstva za zdravje in preko tam organiziranih javnih naročil. Zakaj se to ne spremeni, pa res težko dobim odgovor. Na področju visokega šolstva se to je spremenilo in to je bil tudi en težek proces, ampak ki še teče, ampak univerza je dobila v svojo last vse objekte, kjer se izvaja visokošolska dejavnost. Prej je pa tudi bilo to last zakladnice oziroma države. Ne? Na področju zdravstva je pa še vedno tako in eden od, kako bi rekel, globljih vzrokov je zagotovo v tem, da področje investicij ni decentralizirano in da direktor prevzame odgovornost za vodenje nekega projekta kot naročnik. Težko je nekdo ali pa neko ministrstvo naročnik, ne vem, 100 investicij, ki potekajo na področju zdravstva v državi. Jaz mislim, da tu tiči eden od vzrokov. Ampak s tem ne obtežujem nikogar a priori korupcije, to je preprosto sistemsko zgrešena, prevelika centralizacija upravljanja na področju zdravstva. Tako. Prej sva rekla, da bova
pozitivno gledala tudi, da bova ponujala rešitve. O mnogih je bilo spregovorjeno, zelo konkretnih, kar me zelo veseli, da nisva samo analizirala. Zdaj me pa zanima, kakšna so vaša pričakovanja, če smo že na izteku leta za leto 2024. Kakšna so vaša videnja, kakšne spremembe si želite, oziroma kot že dolgo prekaljen politik, me zanima, kakšna so pa realna pričakovanja. Povedal bom samo pričakovanja in s predpostavko, da so realna. Dobro. Jaz bi zelo želel, da se vlada končno loti reform, ampak da se jih loti temeljito, brez javnega pompa, da pride na dan z rešitvami in da zapelje tisto, kar je treba zapeljati. In to je nujno ne samo za obstoj te vlade, ampak tudi ne za obstoj, ampak za večjo konkurenčnost in hitrejši razvoj Slovenije. To je potrebno napraviti. Marsikaj je zastarelega. Ampak da takoj rečem, to seveda so te reforme, o katerih govori vlada na področju davčnega sistema. Ta bi morala biti prva, pa na področju sistema plač v javnem sektorju, pa na področju pokojninskega zavarovanja. To, kar smo obljubili Evropski uniji. Mimo grede, vse te reforme smo mi obljubili Evropski uniji. Mi smo glede tega pravzaprav oddali del suverenosti Evropi, ne, vse veste. Ta evropski semester, pa sploh ekonomsko upravljanje, spravlja v podrejen položaj države članice, ker morajo ubogati to, kar slišijo v Bruslju. Ampak to smo sprejeli tudi kot svoje nujne ukrepe, da posodobimo Slovenijo v teh podsistemih. Mislim pa, da bi morali ena skupina mislecev predlagati ali pa v sodelovanju z vlado ali pa s politično oblastjo resno premisliti demokratične procese v Sloveniji. Resno premisliti in predlagati tudi prenovo mehko bolj temeljito ustave, trenutne ustavne ureditve nekaterih podsistemov, pa tudi nekih osnovnih postulatov. O odgovornosti poslanca v ustavi niti besede. O strankah v ustavi ni niti besede. Stranke je treba omejiti in to z ustavno določbo glede njihovih področij delovanja, da zamejimo partitokracijo. In jaz mislim, da je treba, pričakoval bi od predsednika, ki je moder, energičen človek, vizionar, da se loti tudi tega. Vem, da ni enostavno, vem, da je politično občutljivo, ampak po 30 letih si Slovenija zasluži nekaj posodabljanja njenih podsistemov, predvsem pa tudi političnega procesa, ki bo dal Slovencem in Slovenkam več demokracije. Jaz se bojim, da vstopamo v neko obdobje, ali pa da že smo v nekem obdobju krize demokracije, kjer seveda Slovenija deli usodo Evropske unije, pa da ne rečem kar globalno usodo, kjer se oži prostor demokracije. Ljudje smo, verjetno državljani, pripravljeni hitro odpustiti tudi kakšne grehe, če vidimo, da začnejo stvari teči v pravo smer. In mislim, da se ne bom zmotila, če rečem, da bomo z veseljem pohvalili in to na vas glas pohvalili, ko se bo to zgodilo. Ne? To se pravi, naj veter v ta jadra zapiha, naj jih napne in naj ta vlada res, tako kot ste rekli, potegne v smeri, kamor je potrebno. Bi vas pa vprašala tu, morda malček spet provokativno pobarala, glede na vaše dosedanje izkušnje. Se pogosto sliši, joj, se je šele leto in pol oziroma 2 leti, ne, oziroma leto in pol, da zdaj, če smo zelo natančni, kar vladajo, v tem času ne morejo vsega, se ne da, se ne ve, niso videli, niso vedeli. Koliko človek oziroma politik pravzaprav pripravljen, seznanjen s svojim resorjem, ko prevzame vodenje nekega ministrstva oziroma ko kot poslanec sede v državni svet? Voditi državo je zahtevno.
Zadnji sem poslušal Urško Klakočar Zupančič, je rekla, da so nekoliko prelahko razumeli svoje poslanstvo in da je predvsem bolj zahtevno, kot so oni to pričakovali. Ne. To se vidi. To se vidi. Do neke mere to Slovenija občuti. Ne. In bilo je storjenih nekaj, pa ne bom rekel nekaj napak, čeprav tudi bolje nekaj zamujenih priložnosti. Jaz mislim, da nekaj potez bi že moralo biti storjenih. Ampak, kot sem rekel na uvodu, jaz sem optimist in imam zaupanje, da so ljudje, ki imajo krmilo, zdaj pa res to speljali. Ne? Zdaj pa je čas, da speljajo kakšno reformo. Ker brez tega bomo izgubili upanje tudi tisti, ki smo prepričani danes, da bodo zmogli, da bo to, kar od njih pričakujemo, tudi storili. Tako. Se vam zdi še kakšno stvar pomembno izpostaviti, povedati ob tej najni politično-božični poslanici? Glejte, meni se zdi pravzaprav pomembno ob zaključku povedati tole, ne? Da sedimo v enem zelo lepem novoletnem božičnem ambientu. Nahajamo se v enem zanimivem času, ki je polno različnih vrst inspiracij, predvsem pa različnih obljubljanj in želja. Jaz bi seveda vsem tistim, ki so naju spremljali, zaželil, da se jim izpolnijo vse njihove želje ob tej prelomnici. Zaželil bi jim pa tudi veliko državljanskega poguma, optimizma v demokracijo, v Slovenijo, v to, da je življenje na tem delu sveta lahko lepo in tudi lepše. Hvala lepa. Absolutno se strinjam z vsem povedanim in se pridružujem vašim besedam. Vsekakor pojdimo naprej v prihajajoče leto polni optimizma, seveda pa je to vedno pogojeno tudi s kritiko na eni strani in ponujenimi rešitvami na drugi strani. S politično voljo, veliko vztrajnosti, v konsenzu vseh deležnikov družbe, vsaj tistih deležnikov družbe, ki si želimo napredka Slovenije, mislim, da bi lahko prišlo s krajšimi ali daljšimi koraki do nekih pozitivnih sprememb in ne pustimo si vzeti upanja, naj bo to tisto, kar nas bo spremljalo ob vstopu v novo leto, naj bodo naši prazniki topli in prijetni in za trenutek odložimo skrbi in si lahko zaželimo še, da bi se tudi razmere na svetu umirile, da bi trezna glava prevladala vsemu temu, kar se dogaja. Imejte krasne praznike in srečno novo leto želim. Hvala lepa, gospod Bohinc, za pogovor in vse odgovore, predvsem pa za vse rešitve. Hvala vam.